Že je tukaj Valentin, ura je 10:30. Poslušam meddimenzijske intervjuje z živalmi. Trenutno sem poslušal intervjuje z čebelami, za čebelo, sedaj pa poslušam intervju za pando. In kaj sem novega izvedel iz teh intervjujev? Vemo, da čebele so žuželke, ki opravljajo zelo specifično vlogo v naravi opraševanja rastlin in tudi za človeka koristnih plodonosnih dreves, jablan, hrušk, koruze tudi. Ja, koruza se z vetrom oprašuje. Ja, no, ampak ne vem, en izrek je, ne vem, je rekel Einstein, kdo že, da nekaj let po tem, ko bodo čebele izumrle, bo tudi človek izumrl. Tako velik pomen se daje čebelam pri ohranjanju narave, pri življenju, da nam daje hrano, plodove, zato da lahko tudi ljudje preživimo. No, čebele so povedale, kako je celoten ekosistem v naravi med sabo povezan in soodvisen sistem mnogih organizmov. Recimo, človek, ko seje neko seme, ko zorje njivo in poseje neko rastlino, človek zanemarja, kaj so dejansko tla, kaj je zemlja. In pršimo zemljo z številnimi pesticidi, insekticidi, fungicidi, polivamo z gnojnico in tako naprej, vse v prepričanju, da bo to najboljše za pridelek. Potem tudi uporabljamo določena umetna gnojila, ker mi gledamo samo, recimo, poskušamo ugotoviti, kaj rastlina potrebuje, po naši logiki, da črpa neke snovi iz zemlje, kot je dušik, ne vem, pa minerale in tako naprej. In potem samo delamo analizo zemlje iz tega vidika in če ugotovimo, da zemlji nekaj manjka, določenega minerala ali kemične snovi, potem poskušamo dati te kemične snovi in minerale v zemljo. Ampak zemlja, prst je veliko bolj kompleksna snov in rastline niso samo namenjene za to, da same sebe preživijo, da rastejo, da jih potem lahko nekdo použije in ne črpajo samo določenih snovi iz zemlje in to je vse. V zemlji so številni mikroorganizmi, bakterije, drobne žuželke, gobe, številne oblike živih bitij, ki med sabo sodelujejo in se podpirajo. In če mi zemljo z kemičnimi substancami obdelujemo, uničimo vse te mikroorganizme in zemlja izgubi živost, postane mrtva. In posledično tudi rastline ne morejo več na tej zemlji uspevati. In tudi nobena rastlina ni samozadostna, ni namenjena za to, da samo sama obstaja. Vse rastline, vse žuželke, živali imajo vsaka specifično vlogo in se med sabo podpirajo na tem svetu. Vse gledajo, kako tisto, kar vzamejo iz okolja, kako potem
to lahko oplemenitijo in vrnijo nazaj v okolje. Vse je zaključen krog dajanja in jemanja. Človek pa obravnava okolico samo kot neke vrste dar, ki ga je možno vzeti, zato da mi uživamo v tem svetu, brez da bi karkoli nazaj enakovredno vrnili v naravo. In vse, kar človek počne na tem svetu, ko gradimo stroje, hiše, zgradbe, mostove, ko posegamo v vodotoke, vse to gledamo samo iz perspektiva, kako bi to koristilo človeku, človeški rasi. Ne upoštevamo pa ničesar, kako bi za svojimi dejanji, za svojim poseganjem, arhitekturo, plemenitili naravo in podpirali druge oblike življenja. Lahko samo pomislimo, kako dejansko ljudje vplivamo na tem svetu, ali v kakršnikoli obliki podpiramo druga živa bitja. In videli bomo, da ne. Mi smo popolnoma odrezani od zavedanja, da smo vsi medsebojno povezani, soodvisni. Da ne moremo obstajati brez narave, brez rastlin, brez živali. In zakaj potem ne delamo ničesar, da bi živali in rastline enakovredno podpirali? Da bi dejansko raziskali, kakšno vlogo ima katera žival, katera rastlina v stvarstvu. In da to vlogo potem z našimi dejanji podpremo. Veliko se imamo ljudje še za naučiti, zato tudi vam predlagam, da si poslušate te intervjuje z čebelami, z pandami in z drugimi živimi bitji, ki prihajajo skozi meddimenzijski portal, ko so prvič dobile zmožnost komuniciranja z človekom v človeku razumljivem jeziku in da bomo lahko ta svet ustvarjali veliko bolj prijeten in lepši za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.